večer. Lepo pozdravljam. In gremo kar k delu, se pravi k predavanju in premišljavanju o tem, kakšen je odnos med razumom in vero. Če mogoče čisto kratko malo povežem s tem, kar smo govorili pred 14 dnevi, si potem bom dal mir do drugega leta, potem se ne vidimo več do konca januarja. Zdaj še potrpite. Zadnjič smo malo bolj tako na široko govorili o filozofiji, o tem, kako je nastala, kako se pravzaprav tudi malo razvijala, sicer ne bi šli v podrobnosti, predvsem pa potem o tem, kako je prišlo do tega, kar danes imenujemo sekularizacija in kar tako globoko doživljamo, in pri čemer je ta intelektualni razvoj, ta razvoj mišljenja v zahodni kulturi, predvsem v evropski, imel odločilno vlogo. Mislim, da treba enostavno razumeti svoj čas, da to, kar nas zadeva, to, kar doživljamo, da tega enostavno ne prenašamo tako pasivno, ne zapravi pač to je, Bog pomaga, zakaj je, ampak da skušamo razumeti. Aleksandrija, v severnem Egiptu, je bila takrat najbolj močno središče in tam je bil Klemen Aleksandrijski, tam je bil Origen in drugi znameniti cerkveni očetje, ki so že stopili v stik s pogansko filozofijo, z njimi debatirali, a pa dejansko je že sveti Pavel, ko je oznanjal na atenskem trgu vero, že stopal v stik, že se skliceval na poganske filozofe, na stoike in pa na epikurejce. Se pravi, vera krščansko je takoj stopilo v stik, v dialog, v razpravo z kulturo svojega časa, z razmišljanjem svojega časa, z znanostjo svojega časa, ker takrat še ni bilo razlike med filozofijo in znanostjo. Vsi filozofi so bili hkrati tudi matematiki, so bili tudi hkrati fiziki, so bili pač poznali astronomi. To je šlo vse skupaj in vse med seboj se je prepletalo, še ni bilo te specializacije, ki je značilna za današnji čas. In v tem času, torej, tako se je začela rojevati krščanska teologija, ki pa je potem dosegla nekako res svojo zrelo obdobje na začetku srednjega veka, ko scholastika išče, se pravi scholastična filozofija, išče skladje med vero in razumom. Res je, v zgodovini so bile tudi napetosti med vero in znanostjo, med vero in razumom, pomislimo samo na razpiti primer Galileja Galileja. Se pravi, včasih je prišlo do konfliktov. Ampak ti konflikti so bili produktivni. Ker če pride do konflikta, vse spor v življenju ni najhujša stvar. Važno je, kako spor ti rešiš, kako se tega spora lotiš. Ali nek konflikt, nek spor lahko pomaga enemu in drugemu, da prideta do bolj pametnega stališča, in v tem primeru je za enega in za drugega lahko konflikt, kot rečemo, produktiven. In to, da se krščanstvo ni nikoli odreklo razumu in vedno skuša, recimo v novejšem času, poiskati odgovore, ki mu zastavlja razum, na vprašanja, ki jih zastavlja razum, je gonilna sila našega razmišljanja, svojo vero bolje poznamo. Odpuščanja vi ne morete z razumom do konca utemeljiti. Ja, da je koristno, da če se pač drugemu maščujemo, se lahko, potem se na koncu lahko do konca uničimo, tako naprej se izčrpamo v maščevanju in proti maščevanju in tako naprej. To je vse res, ampak zakaj bi pa res moral odpustiti glavi srca? To se enostavno po čisti logiki, čistim razumom ne da utemeljiti. Da se utemeljiti zob za zob in glavo za glavo, se pravi trgovanja, to ti meni je s tebi, da pa jaz to presežem,
tega pa čisto razumsko ni mogoče utemeljiti. Največ je pa red ljubezni. Se pravi, nesebičnost je žrtvovanja, tega pa tudi misel sama ne razume. Dejansko Božja ljubezen, kako se nam je razodela v Jezusu Kristusu, kot pravi apostol Pavel vedno poudarja, to se zdi poganom nespamet, Judom pohujšanje, za nas je pa to najvišja modrost. Ampak modrost, ki se mi ljudje ne bi nikoli sami izmislili, ki pa presega tudi misel. Ljubezen pa je več, kako pravi, to je pa tisto, kar je nadnaravno. To je pa tisto, kar presega človeški razum, se pravi, česar tudi razum pa naj še toliko na njega damo, ne more sam od sebe pogruntati ali pa si izmisliti ali pa to vzpostaviti.